Od neznanih čudakov pa k znanim. Kot slavna oseba sem namreč spoznal že veliko ljudi, nekateri od njih so še vedno v mojem življenju, nekateri živijo v mojih spominih, nekateri pa bodo kot recimo moja učiteljica slovenščine zavedno ostali v mojih nočnih morah in mokrih sanjah. Velikokrat pa kar oboje. Ostali estradniki in politiki, ki jih srečam, pa se zapišejo v mojo spominsko knjigo. Pa predlagam, da pogledamo par misli. Prvo je zapisal, poglejte to, gospod Zdravko Počivalšek, poglejmo, kaj je napisal. Hej, Jure, če te ljudje kdaj kritizirajo, se lahko vedno samo preimenuješ. Če ti pravijo, da nič konkretnega ne narediš, daš svoji stranki ime konkretno. A veš, nasprotje od tega, kar je res. Na isti način lahko ti spremeniš svojo oddajo v smešne šale z Juretom Godlerjem. Jaz sem isto naredil z imenom Zdravko Počivalšek. Res zveni nenavadno, ampak vseeno boljš kot Bolanko Delavšek. Hvala lepa, Zdravko. Ali Bolanko. Pejmo kar naprej. Tole je napisal Miha Kordiš. Wow, poglejmo, kaj je prav. Jure, mislim, da ni pravično, da si oblečem tako draga oblačila. Tako kot moramo obdavčiti bogate, moramo tudi sleči dobro oblečene. Vsakič, ko te vidim na televiziji, si mislim samo, kako bi te rad slekel. No homo. Čeprav ni nič narobe s homoseksualnostjo. No, saj veš, kaj sem mislil. Tvoj Miha Kordiš, XOXOXOXO. Ok. Hvala, Mihi. Naslednja misel pa je od Jureta Godlerja. Čakaj, ko? Živi Jure. Tukaj je Jure iz preteklosti. Če moraš kdaj kaj pozabiti, eksaj mešancev vodke, kitajske vodke, afriške tekile in ruskega absinta, to ti bo zbrisalo zadnjih 24 ur spomina. Če tega se ne spomnim, da bi napisal. Zgleda, da je delval. Pa le še. Če bo Zvarek uspel, bi moral živeti brez znanja o svojih finančnih in zdravstvenih težavah, za katere si danes izvedel, in vseh otrocih, ki si jih včeraj zvečer zaplodil. Zakaj sem to napisal? A ja, če pa o teh stvarih vseeno nekako zveš, sem ti pa pripravil še eno dozo pod mizo. Ne, pa res. Naslednja misel je od Milana Kreka. Jure, dobil sem tvoje pisma in ne morem ti prinesti Aston Martina za Božič. Kdaj mi boš nehal pisati take bedarije? Ok, gospod Krek, ni se treba jeziti. Na mojem seznamu piše, da si bil letos poreden fant, s tem se strinjajo tudi Jeleni pa palčki. Sem vedel, da je Božiček. Vedel sem. Zadnjo današnjo misel pa je spisal Adi Smolar, poglejmo, kaj prav. Jure, uspelo ti je, kar meni ni nikoli. Jaz sem samo pel o tem, da bi imel kar 20 ljubic, tebi je to ratal. To je pa lepo, Adi. Ampak tudi tebi lahko uspe. Trik je v tem, da dobiš čim več takih, ki rečejo, denar mi dej, če hočeš z mano spat, pa da ne pogledaš denarnico, kako bo pa res. Joj me ne, jej. Ja. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.